to dal. Kako je to grdo. Hvala, a vam lahko jaz zdaj kupim vsako sobo, veš? En stanovanje. Vsaj eno veljamo. To je za umno sobo, stari. Na tvoje, nisem naše. 50 jih je dočakal, pa nismo zimistke, a ne? Obrazov Si ziher, da bo šel. Brez tukaj, vse super. 5 obrazov je najti. Super, okej. In tako se bo tukaj pod tem zgodovim šotorom izgodil veličasten dogodek, katerica moških naj bi razkrila pravo resnico o ženskah, odnosu med spoloma, postelnih težavah in še o marsičem. Pa reč to ve? Pa dobro, si v redu, zdravlje, vse, kaj vode, dobro. Drago, lepo te prosim ne tega, si reče tega ne maraš, ne? A je točno, čakaj, potem pa je se mogoče tele raviole. Jo, vsak sekundico, ljubica raviole imam rad. Ja, kar brnestem jih, ja. In kad tele vpraša, kaj bomo pila prav Coca-Cola, drago. Vetrovi, ja. In če mogoče kdo pa sosednji misli, še ni slišal, ona rade tole razloži. Jo, veste, imamo take težave z nekočki, ki ga napihne kažamo, pa vse pa tole. Drago je, da bo mrzal, no? Se mi takole zamislil, da se zadržuje, da se pomaga, pa spusti. Pa ne enega, Rafaelno. Pa dober tek. Zakaj je 5moških.com takšna uspešnica? Gre to pripisati zvezdniški gradski zasedbi? Veliko faktorjev je, ne? Nas 5, pa recimo Sebastian in Boris Kavaca, ki sta temelje te predstave položila, režiser Jure Zrnec, ki je imel dovolj jajc, da je besedilo spremenil na tak način, da je zdaj ga je Bore malo ostalo. V bistvu smo to zdaj mi s svojimi kako bi rekel, improvizacijami in ljudje to čutijo. Vidijo, da stojimo za tistim, kar govorimo, da to radi počnemo in to je to. Drugače pa pri teh stvareh tako, kot vsaka kitajska igrača, ne? Če jo razdreš in med tistimi fedrami in šraufi iščeš, kje je ta čarovnija, da je tako fajn, je nikoli ne najdeš. Ne? Tak je z našo predstavo. Vse skupaj jo napravi. Ne? Če bi jo razdrnil sestavne dele, bi čarovnija zginila. Lado, kdo bo zmagal v bitki med spoloma? Kakšnimi spoloma? Kva pa me ti psihiraš? Bitka med spoloma? Kakva bitka? Je spet vojna ali kaj? Kdo je zdaj napadel? Smo res prasci? Moški, mislim. Ne, vem, da ti si, samo ne vem, o čem govoriš zdaj, prosti. Kaj se dogaja? Ženske napadajo, vsak dan. A te ženske misliš, tega se vreje, te samo par podpisov potalaš, pa se vrejo. To Javšnik se pa podenil. Dobro. Sam bo Javšnik se pa podenil, pa rado prijete vse, to pa gotovo. Jaz sem bil tako grd dojenček, da sta me starša morala v temi previjati. In ko sta mi kupila takrat tak res modern, še lesen voziček in sta me po Krekovi peljala sosedom pokazati, so sosedje pogledali noter, pa so rekli, kaki lepi voziček. To je pa moja mama slišala, da se je v eni majhni vasici na Dravskem polju 10 let pred mano rodil en izredno grd dojenček, ki je povzročil, da so prebivalci te vasice začeli izdelovati lesene maske za izredno grde dojenčke in je rekla, mama Štef, greva našemu Zoranu kupiti 2 zlati. Ampak sta bila nažalost prepozna, ker so starši od Alfija Nipiča kupili vse zlati. Pa se, ne samo, da smo grši, ljudje v primerjavi, moški v primerjavi živali, tudi komunicirati ne znam. To je žival točno pove, koga bi rada. Recimo ne vem, gospodično, da mi eno žival. Kjer je okoli? Žirafa. No, žabec, na primer. Žabec, ki bi kaj točno pove, veste, kam on paritveni klic, on pride pa reče pejca, 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 in on
točno pove. Dej! In ona pride, ne? Ali pa ne vem, Opiček. Opiček je blazno direktor, on reče sam fuku. Sam dve besedi. In ona pride, ne? A vidite, moški predstavnik naše živalske vrste ima tudi prvi kvalitete. Veš, kad je stanica ličko, ne žensko, on stopi v nje, pa reče, živja. In ona gre! Sedaj si pes liže jajca. Zato bi si igral? Jasno, to je naša najljubša igračka. Ok, nekaj si gospa misli, da je Luka Cjavšek za meni igračka, da imam Luka 3 leta staro davčno rešavo, Lulka pa jajčka si čisto med, pusti nožko, sam kompjuter nabija. Verjamem, da sta. Vsaj smo otrok, mi kompjuter nismo poznali, veste, mi smo se igrali z desetimi puškami, sestavljali smo Lego kocke, zbirali životinsko carstvo, ok, tisti, ki zbir denar. Kad je to, s čim se igral, je bilo pravzaprav družbeno, socialno pogojeno. Ta bogati igrač iz voza, daral lepa, kar je pošlo pod roke. In jaz sem to prelen, da je Lulek moja edina igrača. Tarzan, Lord of the Jungle. Se imate z njim, jaz sem ga raztegnal po šapo. Stajno 37 metar, niti diamanti še tu. Kaj se smedete, Saša mi dela so vas raste, ki si ga masirala. In zato, da boste ženske končno razumeli to krivico, o kateri bi rad danes govoril, se dajmo vrniti mečkaj nazaj, približen v čas nastanka Zemlje. Ne vem, če ste vedeli, Bog je imel ogromno enih hobijev, med drugim je sestavljal vladice, v stekleničnem pa mu ni šlo, kar naprej igrati biljard s planeti, tudi rata dolgo časa, ne? Na kar se enkrat je spomnil in rekel, naredil bom zemljo. In je res naredil to zemljo in jo posejal živimi biti, drevesi, gorami, pticami na nebu in je naredil še eno bitje, ki ne bi poveljevalo vsem ostalim, naredil človeka, moškega, po imenu Adam. In kaj je še naredil? Vzel je 3 največje zaklade vesoljstva, to so lepota, pamet in popolnost, in jih skril kam drugam kot Adamu v rebel. Imite na zemlji vladal red, vsi so bili srečni in mirni. Do trenutka, ko so mogli imeti zgleda v nebesih eno blazno hudo žurko, ja, ker je naš Bog zgleda povabil k sebi domov. Ostale so bogove in rekel, Zeus, Odin, fante, pejte notki in sme se sezuvat, se itak zapomnite že med mečkem. Treba je eno potelko odprti. In jim je pokazal to zemljo, pokazal tega reveža Adama in rekel, pazite zdaj to foro in spulil Adamu ta rebr in iz tega rebra naredil še eno, še lepše, še bolj popolno bitje, naredil žensko po imenu Eva, Adamu je pa seveda ostala samo še lupina, pa živjo, vidite, kjer se pa začne ta naš problem. Ona pa sta se seveda takoj zaljubila, začela švedskap, on je en dan prišel domov v službe, se vsedel v hotel, prižgal televizor in rekel, Ljubica, a še ti šnicel, odkosila ostala, pa če si tako prijazna, da mi še Pier odpri. Ona je stopila pred televizor, ga ugasnila in rekla, Adam, zdaj pa iz tega dost. Meni pa tole ni čisto čušeš špikec, tile tvoje čudne prehrambene navade. Kaj pa, če bi ti srce moje začel recimo malo sadja jest? In mu je dala jabolk in je šlo vse v red.